Brezposelni. Zaposlovanje in delo invalidov. Delodajalci lahko omejitve pri delu zaradi invalidnosti večinoma povsem nadomestijo z ustreznimi prilagoditvami delovnega mesta in delovnega okolja ter uporabo novih tehnologij. Pri tem lahko uveljavljajo določene finančne ugodnosti. Kvotno zaposlovanje in spodbude za zaposlitev invalidov. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji in zaposluje najmanj 20 delavcev. Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Kvota je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2% in ne višja od 6% skupnega števila zaposlenih delavcev. Če delodajalec kot zavezanec ne zaposluje invalidov, je dolžan plačati prispevek v invalidski sklad pri javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Če delodajalec kvoto presega ali če ni zavezanec za kvoto, pa lahko ob zaposlitvi invalida uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ali nagrado za preseganje kvote. To velja tudi za samozaposlene invalide. Pri podporni zaposlitvi lahko z delavcem invalidom uveljavljata še druge spodbude pri javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu ter plačilo stroškov storitve v podpornem zaposlovanju. Druge oblike strokovne pomoči. Delodajalci se za pomoč pri zaposlovanju brezposelnih invalidov lahko obrnejo na rehabilitacijske svetovalce na naših območnih službah. Rehabilitacijski svetovalec vodi postopke za priznanje statusa invalida in pravice do zaposlitvene rehabilitacije pri naši rehabilitacijski komisiji. Invalide, ki potrebujejo zaposlitveno rehabilitacijo, lahko tudi napotimo v storitve zaposlitvene rehabilitacije. V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije omogočamo ugotavljanje znanj, zmožnosti in interesov invalida, pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, ki vključuje tudi razvijanje socialnih spretnosti in veščin, usposabljanje na konkretnem delovnem mestu z zagotovljenim spremljanjem in strokovno pomočjo, analizo konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida, izdelavo načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja, izdelavo načrta potrebne opreme in sredstev za delo, ocenjevanje zaposlitvenih možnosti. Po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji izdelamo oceno zaposlitvenih možnosti. To je ocena zaposljivosti invalida z opisom ustreznih del in omejitev pri delu ter potrebe po podpornih storitvah in prilagoditvah delovnega mesta. Pri podporni in zaščitni zaposlitvi ali nezaposljivosti na podlagi te ocene izdamo ustrezno odločbo. Na večino vprašanj v zvezi z dela zmožnostjo zaposlenih invalidov, potrebo po prilagoditvi delovnih mest ali strokovni podpori lahko odgovori pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa. Drugi strokovnjaki oziroma institucije so Zavod za varstvo pri delu, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije.